Novice in izkušnje današnjega gosta so vsekakor izjemne. Je doktor ekonomskih znanosti, profesor za ekonomsko politiko, 8 let je bil direktor Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj, od tega, ki je 3 leta upravljal še delo podpredsednika odbora za ekonomsko politiko pri svetu EU v sestavi finančnih ministrov. No, leta 2012 je postal finančni minister slovenske vlade, danes pa dela kot mednarodni strokovnjak na projektih EU in OECD za podporo ekonomskim reformam in usposabljanje državnih uprav. Ko spregovori v javnosti, mu je vsekakor vredno prisluhniti, njegove lucidne komentarje s težo pa lahko beremo tudi na enem od slovenskih portalov. Dr. Janez Šusteršič, lepo pozdravljeni in hvala, ker ste v vašem urniku našli čas za ta dogodek. Ja, dobro jutro. Hvala za tako številno udeležbo. Škoda, da ni poslanska skupina tako velika, ampak mogoče pa kdaj bo. To še bo. No, če začneva z malce bolj globalno temo. V zadnjih tednih smo priča zaostrovanju trgovinskih odnosov med Združenimi državami Amerike in njihovimi ključnimi trgovinskimi partnerji. Nova politika carin, ki jo uvaja ameriška administracija, sproža številna vprašanja in skrbi v mednarodni poslovni skupnosti. Kako vi ocenjujete te ukrepe ameriške administracije z vidika mednarodne trgovine in kakšne so po vašem mnenju oziroma kakšne bodo kratkoročne in pa tudi dolgoročne posledice tega? Ja, zdaj, carine nikoli niso dobre, a ne? Zdaj, mi smo, mislim, če je kakšen razlog, da obstaja Evropska unija, ne, potem je to točno to, da je to območje proste trgovine, ne. In ta proces zmanjševanja trgovinskih ovir, ne, je šel, v zadnjih letih šel, mislim, v zadnjih desetletjih se razvijal v pravo smer, tudi mednarodno, vsaj približno, ne. Zdaj, vračati se na neke carine, sploh tako visoke, ne, je zelo slabo za gospodarstvo. Zdaj, točno, kdo bo najbolj prizadet v Sloveniji, pa koliko, ne, direktno mogoče niti ne toliko, ker ne izvažamo toliko v ZDA, ampak bolj posredno, preko učinka na evropsko gospodarstvo, ne. In to je pač zelo škodljivo, no. Težko je govoriti o nekih učinkih številčnih, ker jih tudi če noben ni zračunal, težko bi jih tudi zračunal, zato ker je vsak dan druga ideja od tega zelo eratičnega predsednika, ki ga Američani imajo, ne, pač kakšne ne bi te carine bile, pa na kaj, pa koliko visoke. Zdaj, najslabši odziv na carine so pa nasprotne carine, ne. Razen kot neko pogajalsko orodje, seveda, tako da rečeš, če boš ti to uvedel, bom jaz to uvedel, pa potem mogoče malo razmislena, ne. Sicer pa, sam to, mislim, da tukaj je ena točka, kjer bi mogoče tudi morali malo razmisliti, a res rabimo biti tako navdušeni na tem, kdo je zmagal v ZDA, ne, kot nekateri na desnici so, ne, a pa marsikdo, ne. Druga stvar je pa, sam še to bom rekel, obstajajo te šale, a veste, kaj je nekdo rekel, dajte mi ekonomista z eno roko pripeljati, zato da ne bom mogel reči on one hand, but on the other hand, ne. In da pač, če imaš 5 ekonomistov, je vsaj 8 ne. Ampak, ko so delali ankete, ne, med akademskimi ekonomisti, o čem se strinjajo, vsi so se strinjali o tem, da carine niso v redu, ne. Tako da, tukaj nikaj dosti več za dodati. Upajmo, da ta norost ne bo dolgo trajala. No, povedali ste, da slovenska podjetja niso direktno v taki meri udeležena pri tem ukrepom, pa vseeno preko drugih naših partneric pa ja. In kaj lahko sploh naredijo slovenska podjetja v tem primeru, da bi nekako ublažila te posledice? Jah, težko kaj dosti narediš, ne? Lahko skušaš biti malo bolj konkurenčen, ampak 25% not prinesti pri stroških, ali pa pri ceni je, če si že zdaj konkurenčen, praktično nemogoče, neverjetno. Druga stvar so pa seveda drugi trgi, ne. Pa, vsekakor evropski trg, ki upajmo, da bo ostal brez tak, kot je, ne. Pa drugi trgi, ne.
obstaja cel svet. Ne. Včeraj sem ravno z enim kolegom govoril, ki organizira izlete, sodelovanje, navezovanje stikov za poslovneže v Nigeriji, na primer, ne. Pa še marsikje to obstaja. Ne. Tako da. No, glede teh carin še to mogoče, a mislite, da se bo Evropska unija odzvala s kakšnimi protiukrepi? Evropska unija bi se seveda morala odzvati, ne, s kakšnimi ukrepi. Zdaj, tisto, kar bo Evropska unija verjetno razmišljala, so neke proticarine, ne. Ampak s tem ravno tako škodiš svojemu gospodarstvu, ne. Ker tudi tvoje gospodarstvo rabi stvari, ki jih kupujejo v tujini, ne. Pustimo ljudi, ne. Mislim, ampak gospodarstvo tudi potrebuje stvari, ki jih kupujejo v tujini. In če ti uvajaš carine za uvožene stvari, ravno tako škodiš gospodarstvo. Poleg tega na nek način ščitiš domače proizvajalce, ne. Kar tudi ni dobro, ne. Zato, ker poznamo, vsi vemo, da če nekdo deluje na nekem trgu, kjer je zaščiten, potem seveda ni toliko učinkovit, kot bi moral biti, ne. In še konec koncev, na koncu se zmeraj prelijejo te carine do končnega potrošnika, oziroma poveča se cena in to pa vemo, da ima potem še druge multiplikativne učinke. Cena se poveča, kolikor se lahko, ne. Cene se povečajo to, kot je povpraševanje neprilagodljivo, se pravi, ne, benzin lahko močno dražiš, pa cigarete, pa ne bo poraba veliko padla, ne. Ampak pri drugih stvareh pa se bo pač manj trošilo, pa se bo več trošilo domačega, ne. To je mogoče edina priložnost, ki je pri carinah, ne, da pač ne bomo ameriške elektronike kupovali, ampak evropsko, ne. Na primer. Ne. Dobro, če se preseliva zdaj v Slovenijo, vreča državnega proračuna se v zadnjih letih povečuje, vsaj načrti so bili taki in so še taki. Hkrati pa je vlada sprejela predlog novega zakona o fiskalnem pravilu, s katerim se na novo določa način izvajanja srednjeročne uravnoteženosti proračuna države. Glede tega že poteka burna politična razprava, svoje pripombe in nestrinjanja pa je zdaj dodal še fiskalni svet. Kakšen je vaš pogled na ta predlagan fiskalni zakon in kako menite, da bo vplival na javne finance v prihodnjih letih, če bo sprejet tak, kakršen kaže, da bo? Zdaj, to je možno v 3 stavkih povedati. Prvič, ta zakon je neskladen z ustavo. Drugič, se upravičujem, ampak logično je, zakaj so za svetovalce izbajo pravnika in ekonomista pri pisanju tega zakona, pa kolega, ki je pomagal, sicer zelo cenim. In tretjič, to je točno to, kar so si vedno želeli na MF-ju. Zdaj, če malo razložim, ne, najbolj absurden je tisti, ne vem, kateri člen, ki pravi, ne, ki nekako je bilo treba ta zakon vendarle prikazati, kot da je skladen z ustavo, in v ustavi piše, da mora biti proračuni države, da mora biti srednjeročno uravnoteženi brez zadolževanja, ne. In zdaj je tam člen, kjer piše, proračuni so neuravnoteženi brez zadolževanja, če javni dolg ne preseže 60%, pa primanjkljaj ne 3%. Veste, kaj to pomeni? To pomeni, da lahko finančni minister pride, predstavi proračun, ki ima 2% primanjkljaj, 3 milijarde zadolževanja, ne, in reče, proračun je uravnotežen v skladu z zakonom. In mu ni da kaj reči, ne. In problem je v tem, da je sicer, se mi zdi v redu, da je Evropska unija spremenila pravila, ampak je treba razumeti, kaj ta pravila so. Ta pravila samo določajo, kdaj ima komisija pooblastilo, da sproži postopek prilagajanja proračunov proti državi. To niso pravila, ki bi vam povedala, kaj je dobra fiskalna politika, ne. To je tako, kot če je omejitev 50, ne, nad 50 vas bo radar ujel, vi pa od vas se pa vsem pričakuje, da če pada dež, boste vozili manj kot 50, ne. Ali pa če so otroci na cesti, ali pa ne, v koloni itak, ne. Tako da, zdaj se pa seveda in da se pokazati, zdaj tudi v Sloveniji imamo te izkušnje,
To se mi učimo na ekonomiji enih prvih letnikov, ne? Že mene so to učili, pa sem študiral še pred osamosvojitvijo, do diplomski študij. Ne? Da v bistvu, če je obrestna mera zadosti nizka, če je obrestna mera nižja od rasti BDP-ja, recimo, da se vam BDP nominalno povečuje za 5% na leto, kar je meni grede pri nas, to je 3% rast, ali pa 2% rast, pa 3% inflacija, pa obrestna mera recimo 3, potem se vi lahko zadolžujete in se delež dolga v bruto domačem proizvodu ne bo povečeval. Skratka, vi lahko imate 20 let primanjkljaj, pa še vedno spoštujete evropska pravila. Ne spoštujete pa slovenske ustave, ker je pač proračun ni uravnotežen brez zadolževanja. Srednjeročno, če to počnete 20 let, gotovo ne. Tle je ključni problem. In problem je tudi v tem, da je ta zadeva zelo enostavno rešljiva. Lahko je pač zakon operacionaliziral obe pravili, in dokler imamo pač ustavo, kot jo imamo, ta člen, za katerega kokreje noben ni predlagal, da se spremeni, je možno zakon napisati tako, da se oboja pravila spoštujejo. Sploh zaradi tega, ker če spoštuješ slovensko pravilo, praktično avtomatično spoštuješ tudi evropsko. Če pa spoštuješ evropsko, se pa lahko zgodi, da slovenskega ne. In to situacijo bi zakon moral urediti. In problem s tem imamo od vsega začetka, že takrat, ko se ta zakon pisal in sprejemal, jaz sem tudi na to opozarjal, da enostavno slovenska ustava šteje manj kot te evropske pogodbe. Tudi če pogledate obstoječi zakon, tam je zelo natančno napisano, kakšne ukrepe mora vlada sprejeti, če Evropska komisija ugotovi, da pravila niso spoštovana, ker je to prenešeno z uredb. Če pa fiskalni svet ugotovi, da slovenska ustava ni spoštovana, je pa vse, kar mora vlada narediti, to, da pošlje obrazložitev. In v tej obrazložitvi potem razpravljajo o tem, kako se kaj knjiži ponavadi. Tako da to je pač po mojem škodljiv predlog, zato ker bo omogočil bistveno bolj ohlapno delanje proračunov. Lahko se pogovarjamo o tem, je mogoče pravilo, ki ga imamo v ustavi, preveč strogo, ampak o tem se treba pogovarjati, ne pa predlagati zakona, ki enostavno abrogira ustavo. S podpisom ustavnih pravnikov, še za povrh. In kot zadnje, če rabite primer, pogledajte, kako je dolg v Sloveniji naraščal delež v BDP-ju. Mi smo dolgo časa bili država zelo zmerno ravnijo zadolženosti, okrog 30%, potem je prišla tista finančna kriza, smo šli v 3 letih na 60%. V 3 letih. 3 leta smo rabili 6% primanjkljaja, pa ničelne ali pa BDP je padel za enih 10%, takrat nominalno še za več. In smo prišli na 60% in potem smo še sanirali banke, pa smo prišli na 80% in zdaj se gibljamo tam nekje okrog 70%. Od tega je danes 15 let, v bistvu še več, ker kriza se je začela 2008, malo po 20 let. Skratka, mi smo konstantno, se pravi za stalno, prišli z države z ravnijo zadolženosti okrog 30, v državo z ravnijo zadolženosti okrog 70. In to se nam je zgodilo v 3-4 letih in tukaj zdaj smo. In kdor misli, da ti lahko zadolženost držiš na 50 ali pa na 60, pa si zadovoljen, pa se ti mora nič zgoditi, pač ima hudo iluzijo. Zato to pravilo ni dovolj za odgovorno vodenje fiskalne politike. Če pokomentirava še trenutni proračun, mislite, da je ta prihodkovna stran realno ocenjena, da bo zmogla pokriti načrtovane odhodke? Namreč papir prenese vse. No, predvsem načrtovanih odhodkov ne bo. Fiskalni svet že nekaj let piše, vsako leto, ko je predlog proračuna, da so odhodki precenjeni približno za milijardo, če ne več. In napoveduje, napove na začetku leta, koliko bojo dejansko izdatki in ponavadi ima kar prav. In potem na koncu leta zmeraj rečejo, saj smo vam rekli, da so odhodki previsoko načrtovani. Tako da na ta način se bo potem zagotovil nek primanjkljaj, ki bo v redu izgledal.
No, omenjali ste že to konstantno povečevanje dolga. Noben se ne pogovarja o tem, kako ga spraviti nazaj na tistih 30% ali še manj, kot je bilo, ampak koliko časa po vašem mnenju lahko Slovenija še zdrži ta tempo? Ker vemo, če ni na prihodkovni strani toka, potem tudi mogoče tudi za tiste ključne stvari zmanjkalo denarja. Koliko časa lahko po vašem držimo tak tempo, kakršen smo si ga zadali sedaj? Proračun je po svoje, ni najmanjši problem, je problem, ampak ta delež dolga v BDP je zadnja leta zelo dinamičen. Ne? Kot sem rekel, giblje se nekje tam okrog 70, ampak to pomeni, da je lahko kdaj blizu 80, pa kdaj malo bliže 60. Ne? Kar je majčkeno odvisno od gospodarske rasti, pa koliko se res potrebno v kakšnem letu zadolžiti. Ne? Ampak tisto, kar je problem, je to strahotno naraščanje izdatkov celotne države, se pravi ne samo proračuna, ampak tudi obeh blagajn, pa občin. Ne? In to je, mi smo šli, nekaj letih od recimo predkoronskih časov ali pa tistih časov pred krizo, po mojem za enih 20 milijard gor v teh skupnih. Pa praktično smo že na tem, da lahko rečemo, da smo jih podvojili. Ne? In to je pač treba ostaviti. Mislim, da neka naslednja vlada bo mogla imeti program, kako v bistvu te izdatke države, njihovo rast zaustaviti. Ker prihodki so pa tam, kjer so, če greš gledati zdaj celotne prihodke države, kjer niso samo davki, so vedno tam okrog 40% BDP, mečken več, mečken manj, ampak tam 44. Tam nekje so. In zdaj jaz mislim, če bi naredili davčno reformo, da bi jih verjetno morali spraviti nekje na 42, 40 in potem je treba reči, kaj lahko 40% BDP-ja država ljudem zagotavlja. Kaj so prioritete in kaj niso. Dokler je pa vse prioriteta, pa se za vse najde denar na račun primanjkljaja, pa je pa seveda lahko pa lušen biti vlada. No, v največji meri to državno malho pač polni gospodarstvo. In na eni strani imamo kar, ko občutimo, poslušamo velike obremenitve, davčne obremenitve za gospodarstvo, na drugi pa tudi v Sloveniji obstaja veliko programov, kjer lahko podjetja dobijo subvencije. Zdaj, kako vi to gledate? So po vašem mnenju subvencije in moramo reči, naša država je glede tega kar dodatna. So to dobre rešitev ali bi bilo potrebno obrati kakšno drugo pot? Subvencije so slaba rešitev, razen v nekih zelo izjemnih razmerah. Mi smo se kar navadili na te subvencije, se mi zdi, da malo kar tekmujejo ministri, kdo bo dal več za socialo, kdo bo dal pa več za podjetja. Ampak tle jaz mislim, da treba biti dosleden, tudi z vidika gospodarstva. In a veste, ko recimo se sprejme kakšen predpis, da mora podjetja skrbeti za delavce, pa jim zagotavljati to, pa ono, pa tretje, potem dostikrat gospodarstvo reče, ampak podjetja niso sociala. In res niso. Sociala je država. Podjetja pa pač mora s svojimi zaposlenimi delati tako, da so zadovoljni, pa tako kot lahko. Ampak to ni sociala, to je normalno poslovno delovanje. In če nisi sociala, takrat, ko se od tega pričakuje, da boš nekaj dal, potem seveda ne smeš se obnašati kot sociala takrat, ko ti pričakuješ, da boš nekaj dobil. In pač podjetja in problem, ki ga imamo pri nas, je, da imamo te stalne subvencije. Državna podjetja skozi dobivajo subvencije. Na Balkanu se zdaj grejo reforme, ali pa napovedujejo reforme nekatere države, recimo Srbija, po katerih ne bi nič več iz proračuna dajali za državna podjetja. Mi te ideje nimamo. Zdaj, se pravi, te subvencije treba znižati. Mi smo se kar navadili na to, da stalno so neke subvencije in verjetno imamo kar nekaj podjetij, ki imajo poslovni model narejen na to, da bo tudi kakšna subvencija.
In mislim, da podjetja, ki srednjeročno ne morejo preživeti brez subvencij, pač naj ne preživijo. Ne? Ker bistvo trga in ekonomije je točno to, da tisto, kar ne more, ne preživi in zato lahko nastane nekaj novega. Ne? In podjetniki bojo že najdeli nove ideje, pa ljudje bojo že najdeli potem nove zaposlitve. To ni problem. Z nekimi nihanji vmes, ki jih je pa treba razumeti in sprejeti. Ne? Če pa ti subvencijami na nek način vzdržuješ sedanje stanje, potem pa preprečuješ, da bi novo nastajalo. Zato, ker subvencije od tebe zahtevajo, da tudi pobiraš davke za to, da jih lahko financiraš, ne? In tako naprej. Tako da absolutno je. Ne? Zdaj, med subvencije pa sedaj treba šteti tudi, če sem zdaj rekel, da gospodarstvo ne rabi, še manj rab potem neka sfera kulture ali pa kaj podobnega, kakšne resne subvencije. EU je v zadnjem desetletju namenila enormna sredstva za prehod v zeleno gospodarstvo, ki je menda nujno za trajnostno prihodnost. Stroški prehoda so in bodo tako ali drugače padli na gospodarstvo. Na drugi strani sveta, na Kitajskem, pa se je v tem času predvsem vlagalo v infrastrukturo in razvoj. Posledice so vidne in se jih tudi občuti. Kakšen je vaš pogled na to problematiko? Podpirate tako EU ali je potreben kakšen zasuh smeri? Ekonomisti smo malo čudni ljudje, ker verjamemo te nevidne roke, ampak jaz sem zanč nekje napisal, da en članek, ki še ni bil objavljen, da sej to je približno tako, kot če verjameš v nevidno roko Boga, ne razumeš čist, zakaj se stvari dogajajo tako kot se, ampak si rečeš, to je nek božji načrt tukaj. In mi tudi verjamemo v to, da manj kot država, mislim, mi, en lep konec ekonomistov, tako bom rekel, na nek način verjamemo v to, da se rešitve najdejo in da se najdejo boljše rešitve ponavadi takrat, kadar jih ne išče država sama. Ne. In recimo pri vseh teh stvareh, zdaj, če ste omenili Kitajsko, pri vseh teh stvareh ekoloških, zelenih in tako naprej, jaz vedno verjamem v tehnološke rešitve in v to, da se bojo našle. Ne vem, že v 70-ih letih, če se ne motam, je bilo ono poročilo Rimskega kluba, ki je bilo zelo podobno kot to, kar danes govorijo, čez 10 let bo planet propadel ali pa čez 20. Ne. In so se našli rešitve, zato ker se vlaga v to in ker je povpraševanje potem. In Kitajci so čist nekaj drugega, kot so bili včasih. Včasih so bili oni, ki so kopirali pa kradeli. Kradejo mogoče še zmer, ampak včasih kaj. Saj tako jih zdaj obtožujejo te AI firme, ampak oni vlagajo tam 4 do 5% BDP v raziskave in razvoj. To je približno toliko kot Amerika, pa njihov BDP je približno toliko velik kot ameriški. Evropa si je leta 20, takrat sem še jaz tja hodil, postavila cilj 3% BDP za raziskave in razvoj, še zmeraj nismo tam. Tam malo čez 2 smo. Tako da, mi bomo carine uvajali na kitajske avtomobile, pa sem bil zelo vesel, da je bila Slovenija takrat proti, zato, ker jih enostavno tehnološko več ne dohajamo. Potem so pa še seveda nižji stroški socialne države, nižji stroški davkov in tako naprej, in ko se to sešteješ, takole grejo mimo nas. In tle pač z neko politiko zelenega prehoda, kot se jo gremo, stroški so za gospodarstvo in so za ljudi. Tukaj je seveda tudi kaj treba narediti, gotov. Ni pa treba, da smo mislim, stava, ki jo je Evropska unija tukaj imela, je, da bomo mi s tem, ko bomo najbolj zeleni, tudi najbolj konkurenčni in najbolj prodorni na svetovnem trgu. In če greste gledati, recimo takrat, ko je bil ta Green Deal sprejet, ko je bila nova komisija prva nova komisija od von der Leyenove, pred 7 pa malo več leti, če greste gledati ta dokument, tam piše, da je to strategija rasti za Evropo. Tam ne piše, da je to strategija zelenega prehoda. Tam piše Green Deal je strategija rasti za Evropo. Zdaj, a smo mi res v 7 letih, s tem, kar se je počelo, postali najhitreje rastoče gospodarstvo, pa najbolj prodorno, globalno in vsi dol padajo na tem, kaj mi delamo in jim to dobro prodajamo, ne.
žal ne. Kvečemo obratno. Ne. In problem, ki je s tem zelenim prehodom, je, da je to tipičen primer tega, čemu v ekonomiji v tem iz 70-ih let izhaja ta izraz, pravimo časovno nekonsistentna ekonomska politika. Ne. Kjer je bistvo v tem, da ti v nekem trenutku sprejmeš ukrepe za to, da bi ljudi usmeril v eno smer, a ne. Potem pa, ko vidiš, da to deluje, pa ukrepe omakneš. A ne. Letni net metering je tipičen primer tega. Ne. Ti daš ljudem letni net metering, subvencije in tako naprej, vsi, ne, po moje ulice ima, kako se že reče, čoplotne trpalke, ali kako, ne, pa vse živo, ne. Zraven od njih zahtevaš za subvencijo, da zapečatijo plinski kotel, ko so ga imeli prej. Se pravi, odreči se mora alternativi, ne, zato, da dobijo subvencijo za uno drugo. In seveda, en moj sosed je tako stal res z mobitelom na ulici, enkrat pa je rekel, poglej, ne, je rekel, lej, koliko jaz zaslužim vsako minuto, ko sonce sije, ne. Mislim, super, ne. Pa jaz imam zelo rad tega soseda, zelo festfant, ne. Ampak, ne, zdaj pa to ni več čistko, oziroma zdaj pa na koncu tem, ko so že bili noter, jaz pravim to pustila, ne, ampak skratka, skozi daješ neke spodbude, a ne, in potem, ko vidiš, da so prijeli, jih umakneš, a ne. In zdaj ne jaz, a veste, za normalno gospodinstvo, ne, je pa odločitev o tem, kako se boš ogreval, kakšen avto boš imel, ne, na bencin, na dizel, na štrom, nekaj vmes, ne, odločitev za 10 let, ne, vsaj. Če gre za ogrevanje hiše, verjetno za 30 let. Ne. Jaz ne morem te odločitve vsake 3 leta spreminjati, glede na to, kako se politika spremeni, zato ker nimam denarja za to. Ne. In večina gospodinstv niti za prvi korak nima denarja. Ne. Veste, vse to paneli in tako naprej, to je srednji razred. Ne. Ali pa višji razred. Ne. To si pač... Ne, energetsko, in ta pojem energetske revščine je točno to. Ne, a ti imaš denar za plačevati elektriko pa ogrevanje, ampak tudi, a ti živiš v hiši, stanovanju, ki je energetsko varčno, pa imaš denar, da v to investiraš. Ne. Če ga nimaš, pač vedno plačuješ visoke račune in tako naprej in tako naprej. Tako da. Ja. Se pogovarjamo o rešitvah, ki brez subvencij sploh ne bi zmogla biti konkurenčna. Absolutno, ja, absolutno, ne, absolutno. No, mogoče za konec še eno vprašanje. Veliko se v zadnjih tednih ali pa mesecih omenja ZUJF. Kdo? ZUJF. ZUJF. Vi ste bil eden tistih, ki ste takrat bil glavni igralec, ne, pravzaprav pri ZUJF-u. Zdaj, moje vprašanje je, ali bi z zdajšnjimi očmi takratni zakon ponovili in pa še drugo podvprašanje, kdaj ga bomo rabili še enkrat? Jaz še hujšega bi naredil, ne, ampak... ne, ampak, a veste, jaz sem zadnjič narisal en graf teh, to, ko sem pregovoril, skupnih izdatkov države. In ko narišeš ta graf od leta, ne vem, 17 naprej, a ne, tam je en mehen zobek navzdol, ne, en zelo mehen zobek navzdol, vse ostalo gre tako, ne. Ti zmehen zobek je ZUJF. Ne. Ko ta graf danes pogledaš, si misliš, pa sej niso nič naredili takrat, ne. Trend je šel itak naprej, pa taka galama je bila okrog tega. Ne. A veste, danes ga pa na grafu sploh skoraj opaziš ne več, ne. Ker so šle zadeve potem s tem naraščanjem izdatkov v nebo. A ne. Ampak tisto, kar bi si človek želel, je, da bi imel morda več časa za ZUJF, pa mogoče z neko bolj srednjeročno strategijo. Tako kot sem prej rekel, koliko lahko zberemo, kaj je res treba, da financiramo in potem prilagajati izdatke navzdol temu. Ne. Takrat je bilo treba pač ZUJF sprejeti. Hvala vsem za podporo, ki ste bili takrat zraven, ne, v 2-3 mesecih. Ne. In takrat ni bilo veliko časa za modrost. Ne. Pač, ne. Drugače pa jaz mislim tudi to, no, da mislim, da je treba začeti spet govoriti o radikalnih reformah. Jaz mislim, da ta beseda reforma, ne, je tako zvodenela, tako kot vsaka stvar, ki pride od nekod in potem gre v politično mašinerijo, pa v mašinerijo mednarodne razvojne pomoči in tako naprej postane nekaj čist drugega. Ne. Recimo jaz, ko delam po Balkanu, pa po teh državah,
Zdaj recimo to, da nekje vzpostavijo delujoč zavod za zaposlovanje, se šteje za reformo. Ne? Vse je v redu, rabijo ga. Ne? Zdaj, a je to reforma v tistem smislu, kot smo mi govorili o reformah? Ne? Jaz sem bil enkrat na televiziji, takrat na začetku mandata, pa so rekli, ja, vse te reforme smo sešteli, ki jih je vlada napovedala, pa smo prišli do 2 milijard stroškov, ali pa mogoče milijardo pa pol takrat, na začetku mandata. Pa sem jaz rekel, ko smo mi govorili o reformah, je to pomenilo, da se nekaj pa špara, ne, da se nekaj več da. Ne? In ta beseda reforma, to že vsak uporablja in je za take stvari, ki si ne bi nikoli mislil, da je to reforma. Tako da jaz mislim, da treba spet ratati radikalen in nehati govoriti o reformah, pa začeti uporabljati besede, kot so sekira, skalpel, žaga, kva že. Ne? Pa ne zato, da ljudi zbudimo. Ne? In tudi, če mene danes, recimo, kdo vpraša za davčni sistem, bom zelo radikalno postavil stvari. Ne bom se šel tega, kaj bi zdaj v tem sistemu, ki ga imamo malo spremenili. Ne? Vprašate za penzije, bom tudi radikalno postavil stvari. Bom rekel, ljudje morajo dobiti državno penzijo, minimalna plača, temu primerno nizke prispevke, pač od ostalo pa sami vrčujejo. Kako priti do tega sistema zdajšnjega, se da, ni pa enostavno. In jaz mislim, da moramo spet začeti s tem radikalnim idejam, drugače ne bo nič. Je mogoče še kakšno vprašanje iz publike? Daj se lahko kaj poje. Vprašanje moram vedeti. Danes smo govorili večinoma samo o intervencionizmu, ukrepih države, carinah in tako naprej. Zdaj, Amerika je bila omenjena s carinami, carine so odziv na neko tudi za prikrivanje tako ali drugače drugih težav, ki se spodaj ležeče. Ameriška ekonomija, če pogledamo, je 83% storitvena. In od teh storitev je velika večina tega, da je nekaj prepeljano nekje drugje in potem to nastane GDP domači. Ko ti kupiš $10, podaš za 50, pa si naredil to kot GDP. Ampak na drugi strani, ko si pa to proizvaja, sme pa čist drugačne pogoje za proizvodnjo. In to je spet tisti velik intervencionizem države in pa kako se stvari delajo. Tako da in Evropa in Amerika imamo tukaj zelo velike težave. Se pravi, preveč države povsod in pa enostavno okolje, v katerem se ne da delati in tukaj dejansko je potrebno velik reset. Ko govorimo o energiji, energija je valuta povsod. Če pogledamo v naravi, energija je valuta, s katero se trguje. In poceni energija pomeni, da boš lahko nekaj storiti. In tukaj je to prav, kaj imenujemo zeleni prihod, pa vse okrog tega, sploh glede CO2, to so, rečem, moje mnenje, prvovrstni materije. In pa samo zato, da se je neka industrija pač pušila naprej in pa tam delile subvencije in tako dalje. Tako da, ne vem, jaz mislim, da je o tem potrebno začeti govoriti in tukaj stvari resetirati in da pridemo nazaj. Se pravi, ker če bomo imeli velike države, pač, če bo država počela vse, bi tudi nam vse pobrali na koncu. To je tisto, kar je dno, mogoče sam to. Ja, prvo, mislim, jaz se z vami popolnoma strinjam, prvo vprašanje je vedno moglo biti, a se ne bojo zadeve uredile same od sebe. Ne? Pa po kakšnem procesu, pa kaj bo to sicer zahteva, kaj se bo vmes dogajalo. Ne? Ampak mi si tega vprašanja ne postavljamo, ker je taka, po mojem, človeška narava v veliki meri. Ko imamo problem, zmer iščemo nekoga, ki bo rešil. Nimamo tega zaupanja ali pa vere, da se zadeve lahko uredijo med ljudmi tudi same od sebe, brez tega intervencionizma. In dve zadevi sem se spomnil ob tem. Ena je, da obstajajo v Evropi predpisi in metodologije za tako imenovano oceno učinkov predpisov. Prvo vprašanje o oceni učinkov predpisov je utemelji, zakaj je intervencija potrebna. To je prvo vprašanje. Če na to vprašanje ne znaš odgovoriti, ne začni sploh pisati predpise. Seveda na to vprašanje vsi, ki pišejo predpise, znajo tako odgovoriti, da kanaviti. Zdaj, ali ti odgovori bi preživeli neko resno presojo, ponavadi ne.
Druga stvar je pa Evropa tudi uvaja carine, zdaj sem se spomnil in to je zanimivo. Ne? Evropa uvaja nekaj za kandidatke, ne? Čemu se reče CBM, ne? CBAM, Cross Border Adjustment Mechanism, ki pomeni približno to, ker oni niso v sistemu kuponov za CO2, ne? Bojo pri izvozu elektrike, ne, v EU začeli plačevati takso, ki bo odvisno od tega, koliko CO2 povzročajo pri proizvodnji te energije, ne, ki bo progresivno naraščala, ne, z leta v leto, ne, in to je neke sorte carina. Ne. Ni nažalost. Ja. Samo je zelena carina, pa se nam zdi, da posvečene cilje z njo zagotavljamo. Ne? Pa imam raje Trumpa, ki reče, imamo tle te, ki delajo avtomobile, pa jih je treba ščititi. Ne? Saj veš, pri čem si. Eno vprašanje imamo, ja? Ja. Dobar dan, pa dobro jutro, glede na to, da smo pri zajtrku vsem skupaj. Jaz bi pa rad profesorjev komentarjev oziroma misli malo na še eno temo, ki se danes tako rekoč nismo dotaknili, razen z besedo reforma. Pa bom tako zelo rekel, Slovenija pod nekim pritiskom ne mora sprejeti pokojninsko reformo. Pokojninska reforma je resna stvar. Prvič ne zato, ker zadeva en drug segment prebivalstva, ki mu rečemo upokojenci, ampak drugič, ker ima znatne makroekonomske učinke, pa na uspešnost gospodarstva, tako dalje. Zdaj zadnja reforma, količka tolička poštena na tem področju, je bila narejena leta 2000 in se mi zdi, tako imam nek neprijeten občutek in to je moje vprašanje, da se sedaj pripravlja zgolj nekaj pod zunanjim pritiskom, ne pa da bi se izkoristila možnost pa pogledalo, kaj se tu da narediti. Mislim, dejstvo je, da zaradi demografske strukture prebivalstva potreba delati dleka, da bodo pokojnine relativno gledano manjše, super v medijih beremo, da bo v bistvu boljše, pa se prepirajo, kdo je komu kaj znižal in tako dalje, ko je jasno, da se mora znižati. Prosim. Ja, mislim, mi pokojninsko reformo imamo narediti zato, ker je prejšnja vlada v nacionalni program reform dala to kot sprejem zakona, kot korak, za katerega dobimo denar. Ne? Drugače sploh ne bi delali. Ne? In zdaj probamo to narediti tako, da bo najmanj bolel, pa da bo še vsem toliko zgledal, da ko bo komisija pogledala zakon, bo rekla, v redu, damo vam denar. Ne? To je po mojem edini razlog za to reformo, ali pa glavni. Ne. Druga stvar je pa seveda, da je vprašanje, koliko nujno rabimo reformo, pa kakšno. Ne. Zdaj, nekateri podatki so se dejansko izboljšali v zadnjih letih. Ne. Delno zato, ker imamo visoko zaposlenost, delno mogoče zaradi smrtnosti med korono, ampak recimo razmerje med tistimi, ki delajo in tistimi, ki prejemajo pokojnine, se je izboljšalo v zadnjih letih. Ne. Starost, pri kateri se ljudje upokojujejo, se tudi povečuje skozi, dejanska starost. Ne. Delno tudi zaradi ukrepov, ki so v zakonu, ne, kot je recimo to, da se lahko staneš zaposlen, pa začneš prejemati del pokojnine. Ne. Zdaj, to je odvisno od poklica pa dela, ki ga imaš, ampak vsaj en del ljudi to izkorišča in to gotovo fajn vpliva in na statistiko in na blagajno. Ne. Tudi te transferi iz proračuna v pokojninsko blagajno so bistveno nižji, kot so bili včasih. Ne. Včasih so bili, zdaj spomnim, ko sem bil minister, približno tretjino blagajne je bilo treba dati iz proračuna. Ne. Zdaj mislim, da je to bistveno manj. Ne. To se lahko obrne, a ne. Ampak tisto, kar je, da tukaj je nekaj stvari za urediti, ki so zelo tehnične, a ne, po mojem pokojninskem sistemu. Recimo, kako se sploh pokojnina obračuna, glede na to, koliko si delal. A ne. Ta sistem osnov je zelo netransparenten. A ne. Jaz sem bil sicer prijetno presenečen, ker sem si izračunal, koliko bom dobil pokojnine, ne, zadnjič. Po zdajšnjem zakonu čez, koliko že, enih 7 let. Ne. Ampak
kakorkoli, ne. Nekatere države imajo tako imenovan točkovni sistem, ki izgleda približno tako kot vzajemni skladi, ne, te investicijski skladi na borzi. Zaprav, tvoji prispevki so neke točke pretvorijo, ali pa se vodijo kot neke točke na tvojem individualnem pokojninskem računu, navideznem, ne. In potem, ko se pokojiš, se pretvorijo v pokojnino. Ampak ti veš, koliko si prispeval, ne. In tako naprej. To tudi bi bila zanimiva rešitev za, ne vem, imamo študente, ki zdaj plačujejo prispevke po nižji stopnji, kolikor vem, pa se jim potem šteje, neka omejitev je, koliko se jim šteje, ne. Se pravi, pol, ne. Imamo cel kup prispevkov, ki se plačujejo, nič ne prispevajo pokojnini, ne. Skratka, ne. Tako da tukaj je marsikaj za urediti, ne. Druga stvar je ta, ki je zdaj recimo zelo aktualna, ki je v tem zakonu, ki je bil leta 23 sprejeta, ne, ta minimalna pokojninska osnova 60% povprečne plače, ne. Takrat smo dosegli vsaj to v koalicijskih pogajanjih, da se uvajala postopno, ne. Ampak to je, a veste, 60% povprečne plače precej več kot minimalna, ne. Prav, v bistvu doplačuješ prispevke, a ne, na plačo. Pri SP-jih pa to itak pomeni, tak minimum, a ne. Tako da, tlej cel kup stvari, drugače pa, jaz tudi mislim, da tega sistema, tako kot je, se dolgoročno ne da vzdržati, a ne. In ene države že imajo tak sistem, kjer v bistvu ti država zagotavlja neko minimalno vzdržno pokojnino, a ne, potem pa ostale pa tvoje, ne. Se pravi, lahko so regulirani skladi, kot jih pri nas tudi imamo, ne. In so lahko čisto privatne oblike varčevanja, mislim, neregulirane, ne. Zdaj, je pa zato treba tudi znižati prispevne stopnje potem skladno s tem, ker drugače, da ljudje imajo da jim nekaj ostane, če se lahko potem sami varčujejo za starost, ne. In verjetno dobijo boljši donos, ne, na koncu. Ker je pa, zdaj sem videl nekje, sem to noben, v bistvu, saj jaz ne vem, tako kot berem spletne medije, ne, drugih tako ne, ni še ta predlog prav javen, ne, ampak nekje sem prebral, da se razmišlja o tem, da bi bilo vplačevanje v ta drugi steber, ne, se pravi kolektivno pokojninsko zavarovanje, obvezno, ne. Zdaj, meni bi bila zelo simpatična ideja, v katerem bi počasno naredil prehod, treba to sicer razmisliti, ker bi se prispevna stopnja v spis zniževala, prispevna stopnja bi ostala ista, ampak vedno večji del bi šel v kolektivno zavarovanje izven spisa, ki bi ga seveda sam zbral, kam in kako, ne. Ker enostavno tam vsaj približno ta sredstva imajo nek donos, ne. In je seveda to, kar dobiš na koncu, odvisno od tega, koliko si vplačal in kako so oni gospodarili s tem denarjem. Ali pa greš na zajamčen donos, ki ni ne vem kaj, ampak je pa donos, ne. Medtem ko pri spisu je pač, koliko boš dobil pokojnine, odvisno od tega, ne, kakšno je razmerje med plačevalci in prejemniki, ne. Sploh ni važno tega, koliko si ti plačeval, ne. Mislim, važno je, relativna višina je odvisna približno od tega, koliko si plačeval, a ne. Absolutna višina je pa odvisna od tega, kakšno je razmerje med plačevalci in prejemniki, pa kdaj se nazadnje glede na to razmerje zakon spremenil. Pričemer demografska slika ni ravno spodbudna. Mislim. Ja, demografska slika je ne vem, ne. To razmerje med tistimi, ki delajo in plačujejo prispevke, in tisti, ki prejemajo pokojnino, se je izboljšalo, ne. Skratka, ne. Čeprav se je skozi napovedovalo, da se bo samo zniževalo, ne. Imamo še kakšno vprašanje, ja? Lep pozdrav, Sonja Šmuc. Janez, mogoče vprašanje vezano še na Evropsko unijo, ne, ki smo zdaj predko dotaknili. V lanskem letu sta bili dve pomembni poročili, ne, od Lete in od Draghija.
leta ugotavlja, torej, da potrebujemo več dejansko enotnega trga kot odgovor, ker v resnici Evropska unija, razen Schengena, pa še to smo videli, da lahko dosti, ker zadeva padene, ni vzpostavila čistavega enotnega trga na enak način, kot recimo gledamo Ameriko. Ne? Vsaka država ima še vedno svoja pravila, podjetjem se je kar težko, v bistvu je, ko vstopaš na nek trg znotraj EU, vstopaš vendarle na tudi trg, z določenimi ugodnostmi, ampak vendarle nismo vzpostavili popolnoma enotnega trga. In zato tudi ne moramo toliko plusov doseči, kot bi jih lahko. Torej, poslovanje v Evropi za evropska podjetja, ki delujejo na celi Evropi, dražje, kot recimo, če bi bilo ta zadeva bolj enotna. Hotel sem pa mogoče malo se bolj vprašati na vaše mnenje na Draghijevo poročilo. Njegova analiza, ki je Evropa zašla, je verjetno kar precej korektna, ravno tako se nanaša tudi na več kot odgovor, več enotnega trga. Ostalo je pa vezano spet v smer, kar ste že začela pogovor na subvencije. Torej, kje bomo spet vzeli in bomo nekje pametni, da bomo to prerazporedili naprej. Morda se malo pogreša pravzaprav razmišljanje ne v tem, kako so vrhovi pametni, ampak da je znanje med ljudmi, med podjetji, kaj lahko naredijo in bi odgovor za tisto, kar želiš spodbujati prej olajšave, ker so direktni, še vedno moš ti sam investirati, kot pa, da kandidiraš za sredstva in se boriš. Tako da mogoče eno vprašanje, torej, kako obrniti, kako dvigati konkurenčnost Evrope tudi z tega malo višjega pogleda in ali, kakšno je vaše mnenje, ali ta komisija ima neko usmeritev, ki bo lahko drugačna kot to, kar nas je, kar gledamo se prav 7 let nazaj, pa vidimo, da se ni nič realiziralo, vse ne dosti. Zdaj, jaz nisem teh poročil bral, bral sem povzetke tega Draghijevega poročila, kakor so bili v času, ki sem ga imel na razpolago za to. Nisem pa bral zato, ker se mi je zdelo, da je bilo to že vse povedano leta 2000. Leta 2000 je bila ta tako imenovana Lizbonska strategija sprejeta s točno istimi razlogi, da Evropa zaostaja 30% po BDP-ju za Ameriko, da zaostaja toliko pa toliko po raziskavah in razvoju, itd. Jaz sem zadnjič podatke gledal, to, ko sem prej tudi govoril o teh izdatkih za raziskave in razvoj, mi še zmeraj zaostajamo 30% za ZDA po produktivnosti. Edina svetla točka, ko jaz vidim morda pri teh poročilih, je, da je ta komisija začela mandat s temi poročili, ne z Green Dealom. S tem, da seveda ni nikoli rekla, da Green Deal ne velja več. Ampak vse je morda malo na neki simbolni ravni, ker je važno, na kaj se ljudje sklicujejo, ko govorijo politiki. Ta zadeva z enotnim trgom je pa majčkeno zapletena. Treba razmisliti, kaj. Zato, ker razumem, kaj pravite, ampak en kup teorije pa dokazov ekonomije, da če se neka skupina držav, naprimer, večina teh analiz se sicer dela na ravni držav, ki so federativno urejene, pa imajo pol te zvezne države in tako naprej. Ampak če se ti centralno dogovoriš za recimo pravila, ki ne veljajo za vse, recimo glede regulacije česarkoli ali pa glede davkov, ne boš šel na najmanjši skupni imenovalec, ampak boš šel običajno nekam nad sredino, nekam nad povprečje, zato ker to ščiti tiste, ki so že bogati. In to je ta nevarnost evropskih regulacij, da v resnici na nek način, to je tako kot taksi, se ni nič drugače kot taksi. Zakaj? Tiste taksi službe, ki so močne že, bojo čisto v redu, če jim bo zdaj predpisalo mesto taka pa taka pravila, pa kakšne barve taksijev mora imeti pa tako naprej. Zato oni so že na trgu, imajo veliko taksistov, lahko to naredijo. Jaz, ki pa še nisem močen na trgu, je pa to dodatno ovira zame, če jim hočem konkurirati. In s to enotno regulacijo lahko v bistvu ustvarjaš
ovire za tiste države, ki šele dohitevajo bolj bogate. A ne. To je največja nevarnost pri tem. A ne. Z olajšavami pa, mislim, moja najbolj radikalna ideja glede davkov je pač ne imeti nobenih olajšav, ampak zelo nizke stopnje. In tukaj recimo tudi najbrž ne bi bilo tako narobe, če bi se v Evropi poenotili pravil, kako se osnove ugotavljajo, potem pa pusti stopnje pa olajšave državam. V okviru lahko tudi nekega razpona in tako naprej. Ne. Tako kot se dela dostikrat v odnosu med državo in federalnimi notami ali pa občinami. Ne. Ampak olajšave imajo isti problem. Olajšave imajo ta problem, da financirajo tudi tiste, ki bi sicer itak tudi brez olajšave naredili to, kar delajo. Ne. Pri subvencijah imaš pa iluzijo, da lahko kontroliraš, ali nekdo lahko to sam naredi ali pa ne, ali pa daš recimo tako lastno udeležbo, ne. Tako kot je recimo te naše energetske subvencije, ki so 20% recimo za gospodinstva. Ne. Se pravi, ne boš samo zaradi subvencije šel to delati, ne. Ker te košta preveč. Ne. Ampak tako da za bojem je problem. Ne. Je pa res, da olajšava moraš nekaj narediti. Ne. Subvencijo pa kontrolira nek aparat, ki se ga da okrog prenašati. Ali pa pridobiti na svojo stran. Hvala. Naslednje vprašanje. Zdravo, pravkratni. Prej ste že omenili, recimo, da je Evropa že izgubila na konkurenčnosti v primeru avtomobilske industrije. Zdaj recimo prihaja nov segment, pač ta umetna inteligenca, ki se šele razvija. Pa me zanima, kakšno je vaše mnenje, ker na eni strani imamo zdaj Kitajsko, ko vemo, da je pripravljena narediti vse in da bodo nekaj naredili, na drugi strani imamo Ameriko, ki mislim, da je celo bivši direktor Google direktno svetoval, javno svetoval podjetje, ki se ukvarja z AI-jem, ne sekirajo zakone, ne preprosto zmagajo, najmejo pravnike, pa bojo že popucali probleme za nazaj. In bomo pa še Evropsko unijo, ker pa mislim, da imamo že zdaj nekaj pomitev, GDPR in podobne, da mi v tem trenutku ne moramo uporabljati obstoječih rešitev iz Amerike, recimo v polni meri. Ne? Mene zanima, ali bi mogla tle po vašem mnenju Evropa sprostiti omejitve, ali enostavno si reči, tle nismo niti približno sposobni tekmovati, ali si sploh lahko prvošimo, da je to še en segment, kjer mogoče ne bomo med ta boljšimi. Ne, tega si ne moramo prvošiti, po mojem. Ampak in te omejitve, mislim, imamo ta problem, da imamo cel kup teh lepodušnih omejitev, kot je GDPR, ki imajo potem učinke na vse živo, o čemer noben ni razmišljal, ki jih je sprejemal. In AI je tak primer. Jaz mislim, da tukaj Evropa nima kaj dosti izbire, kot da resno razmisli o teh predpisih. Ne. Potem pa še vsaka država zase. Jaz, recimo takrat, ko je bil GDPR uveden, pa ne vem, pač človek je na raznih portalih, kjer je kdaj kaj kupil, pa dal podatke in tako naprej. Ampak maili, ki sem jaz dobil od slovenskih podjetij, so bili neverjetno dolgi in komplicirani. Maili, ki sem jih dobil od evropskih drugih podjetij, so bili simple. Ne? Se pravi, ni nam treba še dodatno zakomplicirati vsega, kar Evropa zakomplicira. Mi to super znamo početi. Ne vem, če je bil problem v neki regulaciji, ki je bila še pri nas zakonov, kolikor je bil sprejet, ali zgolj v tem, da pač naše podjetja so tako preplašena, da raj več naredijo kot manj, da jih ne bo kdo štrafal. Ampak je bilo čisto noro to primerjati. Ne? In zdaj, če bi pa GDPR uvedel v Ameriki, pa verjeten maili od njihovih podjetij še krajši, ali pa jih sploh ne bi dobil. In tle je problem, da se v bistvu ukvarjamo s celim kupom stvari, ki ovirajo nek gospodarski razvoj ali pa neko kreativnost. Mislim, če imaš ti toliko časa porabiti za te stvari, potem pa razmišljati, kaj si vse omejen, težko prideš kam daleč. Evo, še ena kratka pa aktualna. Hvala lepa za ta uvod v dan. Pred kratkim par dni nazaj smo vložili novelo zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju z dvojnim statusom. To je pri naši znana zgodba. Po naši oceni bi pač približno 20,000 upokojencev lahko pripeljali nazaj na trg dela in pustili dokaj svobodno izbiro in hkrati prejemali pokojnino 100%, tako kot si jo pač v 40 ali pa manj letih vplačali.
kaj menite o tej rešitev trga dela, pa hkrati bolj svobodne izbire upokojencem. Mimo grede, direktor SPIZ-a mi je včeraj v neformalnem pogovoru rekel, da nas bo spet tle razsuva, tako kot nas je že dvakrat, ko smo to vlagali. On pač dokazuje, da to ni možno, ampak gledajte, iz nič na 40 smo lahko prišli, 40% penzije prva 3 leta, ko pač imaš ta dvojni status. Hvala. Zdaj, problem je v tem, da kakor jaz razumem, mislim, hvala za to novelo, nisem jo bral, ampak to je en od resnih problemov. Ne? Zato, ker kakor jaz to razumem, ti v trenutku, ko bi se lahko upokojil, lahko podaljšaš zaposlitev. Ne? Zdaj, tlej tudi ta problem, da delodajalec tle nima kaj dosti besede. Ne? To je drug problem. Ne? Se pravi, od takrat, ko ti dosežeš upokojitveno starost, bi moral imeti obveznost skleniti novo pogodbo z delodajalcem, če se on strinja, ne? Ker drugače, eno anekdoto povedal pa. Ampak, ampak, da pa potem v bistvu imaš take probleme, če pa kasneje se hočeš aktivirati, ne? Je pa seveda nesmiselno. Jaz poznam recimo primere iz Italije, ki je človek dobil na mesec tako plačo, mislim pokojnino iz Italije, da so na Fursu, ko je prijavil, mislili, da je za cel let. Ampak on je pa začel spet delati, ker so ga povabili neki firmi, kjer je prej delal, da jim nekaj pomagali, in drugi se ni važen, so ga zaposlili za nekaj časa in on je dobil isto penzijo kot prej. Ker je logično, tistega je prispevke plačeval, tisto penzijo, ki jo je dobil, si je že zaslužil. In ta je že v sistemu in je že v vseh kalkulacijah, koliko bo sistem stal. Če pa on začne spet delati, bo pa spet prispevke plačal še zraven, iz katerih bo nekdo drug dobil pokojnino, on ne bo imel nič večje. Tako da to je najbolj logična stvar na svetu, pa so pa še te stvari, da ne moš biti ne vem kaj direktora, kaj že, če si upokojenec, ker je itak noro. Tako da ne vem, mislim. Hkrati pa, če je kdaj čas za to, je zdaj, ker trg dela pri nas definitivno rab ljudi, to celo gospodarstvo pravo. In zdaj, prav je po mojem, da gremo na Filipine oglaševati naš trg dela, ampak lahko bi šli tudi v kakšen kraj, kjer so upokojenci dobivajo. Recimo kakšne terme. Anekdota, kaj sem že hotel? Ja, enkrat sem na Kosovu, tam leta 14 srečal Teo Petrina, profesorico, mojo drago, v bistvu profesorico za ekonomije. In ona je tam vodila nek center, ki so ga imeli za izobraževanje, ekonomsko fakulteta. In je rekla, sem bila jezna, ti si mene zujfnil, so me upokojili prisilno, ker pač zujf je rekel, da kdor je 65, pa profesor ne gre v penzijo. Je rekla, pa so mi pa tole dali, jaz tle tako uživam. In doskrat je tako v življenju. Tudi mi smo takrat, eni to poznate, eno raziskavo, ker je bila ta subvencija za samo zaposlitev. In je bilo čisto noro, zato ker ljudje so bili več ali manj prisiljeni to subvencijo vzeti, če so bili na zavodu. In večina ljudi, ki so bili na zavodu, so takrat tja prišli v časovne prejšnje krize iz nekih rednih zaposlitev v nekih podjetjih. In so sanjali naslednji redni zaposlitev. In pa mi nekdo rekel, tle imaš subvencijo, odpri SP. Subvencija je bilo to, da jim je pokrila prispevke za 2 leti, nič več. Ampak ko si ti naredil na koncu z njimi anketo, tako 2/3 približno jih je rekel, ankoli ne bi šel več nazaj v redno službo. Pa so zaslužili mogoče za minimalno plačo, ali pa malo več, ampak so rekli, meni je tako fajn, zdaj, tako da nikoli ne bi šel več, jaz tudi ne. Tako da, mislim, jaz sem redno zaposlena, pa prosim, pri ženi, ampak ne. Hvala. Ja. Ja, Jože? Hvala lepa. Sem čakal, da se vodja poslancev najprej oglasi. Red je red. Janez, hvala za tvoje vedno pronicljive misli. Ja, res je, bila sva skupaj 2012, ko smo sprejemali ZUJF. Pri polni zavesti sem glasoval za Ane. Ravno tako tudi SPIZ-2, danes ga razglašajo za katastrofo za slovenske upokojence. Mimo grede, pred kakšno uro je na predlog našega člana odbora za finance Jerneja Vrtovca bila ustavljena razprava o zakonu o fiskalnem pravilu, preložena
menda samo za par dni, bomo videli, kaj se bo iz tega izcimilo. Zdaj v nadaljevanju sem pač politik, v lastno skledo, ne bom povedal kaj, ker smo pri zajtrku. Kje jaz vidim ključen problem? V Sloveniji, morda sem še pa malo pod vplivom včerajšnjega druženja s slovenskimi podjetniki, v Sloveniji imamo ogromno znanja, izjemne ekonomiste, finančnike, gospodarstvenike, ki so v svetovni špici. Potem pride politika. Politika tega znanja, ki ga imamo, ne upošteva. Mi danes niti ne vemo, kam želimo iti. Mi imamo nekega cilja, kar pomeni, da je na morju za nas vsak veter dober. In finančniki, ekonomisti znate v nulo zmodelirati neke učinke, natančno veste, kaj bi bilo potrebno narediti, ključne odločitve, oziroma vse odločitve pravzaprav na ravni države pa so politične. In politik vedno bolj razmišlja o tem, kako bo sprejemal odločitve, ki so za ljudi razumljive. Malo grd pa ne bom govoril o procentu finančne pa politične nepismenosti v Sloveniji, ampak pustimo to. In politik odloča, ko razpravlja, kalkulira izključno o tem, kako bo spet še enkrat izvoljen. Kaj ga briga neka strategija in tako naprej. Ne samo pri nas, je tudi na ravni EU. Zato se bojim, da bomo na koncu tega mandata Evropske komisije mi na mizi, kot Evropska unija, na mizi, ne pa za mizo z velikimi. Zdaj, tudi Nemci so naredili, mislim, da 2012, katastrofalno napako. To mi je povedal Norbert Lammert, ko smo ga gostili v Sloveniji, ko so namreč se odločili, da bodo zaprli jedrske elektrarne. Zakaj? Je zato, da bi, so rekli, zelenim vzeli veter iz jader. Katastrofalna napaka, danes so zeleni v vladi. Skratka, kako, Janez, ti vidiš, kako zmanjša ta prepad, spet se vrnem v Slovenijo. Imamo znanje, smo zelo dobri, teoretiki in praktiki, na drugi strani pa tako, kar rekel, katastrofalne politične odločitve. Vem, da vprašanje ni dobro. Je pa vsak let je slabše. Ampak, ne, to je nek proces, ki je delno tudi globalen. Ne? Zdaj pa, jaz sem, ko so bile še LDS-ove vlade, pa smo mi bili še mlajši ekonomisti, mladi so ne rekli takrat, smo se zelo razburjali, pa tudi kritizirali, ne? Ker je vlada imela samo enega ekonomista in to je bil Veljko Bole. Ne? In kar je Bole rekel, je bil za njih zakon, niso zmer upoštevali, niso ponavadi razumeli, ker Bole, kakorkoli je bil matematik, pa ni bil glih komunikator, zato so imeli Jožeta, ta starega tam, da je komuniciral, ampak Mencingerja, ne. Ampak od takrat pa tudi tega ni več. Mislim, ne, tako da, ne vem, a se sploh, ne, oziroma imajo to posvetovanje bolj na ravni tega, da se zbere par ljudi, ekonomistov pa malo povejo, kaj mislijo, ne. Da bi pa zdaj nekoga se resno počvali za kakšne študije, pa jaz ne vem. No. In to je problem eden od, ne. Problem je tudi, da se je javna uprava razpasla v neko to čemu se reče strokovnost, veste, ne. Strokovnost pomeni, da ko ti že misliš, da si vse razmislil, pa že imaš rešitev, se nekdo oglas pa pravi, ja, a veste, da v zakonu tam piše pa tako, ali pa v uredbi, kaj bomo pa s tem, ne. To je ta strokovnost, ne. Ta poznavanje podrobnosti, ne pa razmišljanje o rešitvah. Čeprav jaz mislim, da prvi v bistvu omejevalec norih političnih idej ali pa provider, tisti, ki daje neko pomoč strokovno politikom, mora v bistvu biti državna uprava, ne. Kdo drug pa. Ne moreš imeti tam pol ministrstva, mislim, celo ministrstvo zaposleno, ne vem, 100-200 tisoč ljudmi, pa ves čas najemati nekoga za znanje. Ne. Je pa to treba izobraziti, ne. In so rešitve za to. Ne.
pa treba postaviti, kaj je njihova naloga, pa kaj ni njihova naloga. Pa predvsem poenostaviti sistem. Jaz nimam veliko upanja v to, da se da politični trg narediti tako, da bodo rezultati bistveno boljši. Ne. Vsake toliko časa se pojavi kakšen voditelj, ampak te časi so. Ne. Zdaj le recimo majčken se kaže v Evropi, kdo so oni, ki so najbolj glasni. Ne. Mislim, ki so najbolj naprej stopili, recimo Macron pa ne, stopo tisti prostor, ki ga je Merkel izpraznila, ne. In ga ni nihče zapolnil še do zdaj. Ne. Pa on ima zdaj že kar nekaj kilometrine, pa na koncu koncev, če naš drugega, je poročen z učiteljco, ne. Kar je vsekakor boljš, kot če bi bila na Instagramu. Ne. Tako da, ampak tako da se pojavljajo voditelji in tega manjka, ne, teh pravih državnikov, ki imajo to večjo sliko pred očmi, pa nek srednjeročen pogled, kaj je zdaj dobro, ne, za nek razvoj. Ampak te se pojavijo in včasih potegnejo za sabo. Ne. Smo imeli v Evropi zmer te, kakšnega velikega Kola, pa tako naprej, ne, da ne bom zdaj našteval. Ampak vsekakor imamo moj odgovor zmer, glejte, če imate nekoga, ki upravlja državo, pa veste, da ni prav dobrega mehanizma, kako bi do tega upravljanja države prišli oni, ki bi to najbolj znali, potem vsaj to lahko naredite, da jim date čim manj pooblastil. Zato ne, je treba pač take stvari, kot so fiskalno pravilo imeti, pa take stvari, kot recimo zmanjševanje regulative, pa tako naprej. Zato, da pač ne, te politične odločitve na manj stvari lahko vplivajo kot sicer. Ne. Hvala. Če ni več vprašanj, dr. Šušteršič, jaz se vam še enkrat lepo zahvaljujem za ta pogovor. Mislim, da ste te izzive, o katerih smo danes govorili, osvetlili tudi z kakšne druge strani. In tako, kot ste lepo pripovedal, ne, da verjamete v neko nevidno roko načrt, moramo tudi mi verjeti in biti optimistični, da se bodo te rešitve, ki obstajajo, dejansko tudi uveljavile v naši družbi, da nam bo vsem nam pač boljše, kot nam je danes. Mi tudi zvečer se kdaj dobimo, pa molimo k prostemu trgu, tako da bi stvari rešili. Hvala lepa in lep dan vsem še naprej.